Ste vedeli, da imamo tudi Slovenci svoj Lurd? To je triladijska bazilika Lurdske Matere Božje v središču Brestanice, nedaleč od Krškega. Cerkev je imela včasih 5 zvonov. Največji je tehtal kar 6200 kilogramov. Žal pa so jih med vojno pobrali, tako da ima zvonik danes samo še 3. Zaradi svoje velikosti in občudovanja vredne arhitekture zbuja občudovanje tako domačih kot tudi tujih turistov. Smo v eni večjih cerkva v Sloveniji, vsekakor pa največji cerkvi tukaj v Posavju. Cerkev že na prvi pogled, ko stopimo vanjo, razodeva takšno veličino, krasoto, troladijska cerkev, ki je bila leta 1929 po listini papeža Pija XI. Razglašena tudi za eno izmed sedaj 7 slovenskih bazilik. Tudi ta naslov pove, da je tukaj poseben milostni kraj, ki mu vsekakor, lahko rečemo, predseduje patrona Marija Lurdška, njen kip, ki ga imamo v glavni oltarni niši, v glavnega oltarja. Ta kip pa so blagoslovili prav pri Lurdški votlini v Lurdu. Mislim si, da morda s takšno željo, da so si rekli vsi ljudje, ne bodo mogli iti v Lurd, ne bodo si mogli tega privoščiti ali zaradi bolezni ne bodo mogli iti tja, pa se je zato Marija toliko bolj lahko približala ljudem tukaj v slovenskem Lurdu. Jaz sem Tomaž Šojč, tukajšnji župnik, upravitelj te župnije, Senovega in Koprivnice, in vas lepo pozdravljam na tej poti. Sam sem tukaj od lanskega avgusta kot župnik, prej pa sem bil že 7 let kaplan, tako da nekako poznam to okolje, in je gospod škof tako dejal, da ker dobro poznam te kraje, mi ne bo hudo se zopet vrniti in nadaljevati tisto, kar smo že takrat začeli. Porodil sem Večjo Pohorc, Pohorja doma. Zanimivo, kaj ljudje najbolj si zapomnijo pri meni, je to, da sem bil najprej kuhar, potem pa se odločil za duhovniški poklic, oziroma se že prej odločil, in kuharski poklic še zdaj mi zelo dobro koristi. Malo manj, rekel, za to ne koristi, ker me ljudje kar ne upajo povabiti kdaj na kosilo kam, ker gospodinje pravijo, da kaj bomo pa mi kuhali tako izučenemu kuharju, ne? Ampak z veseljem kremer ljudi. Če me ne povabijo, pa se sam povabim. To je tudi danes veliko delo duhovnika, pa v veselje, da lahko stopi duhovnik v vsako hišo, tudi morda tja, posebej, ker ljudje niso verni, morda ne prihajajo v cerkev, pa prinašaš Kristusa, njegovo upanje, že svojo pojavo, svojo besedo, brez da bi morda kaj velikega govoril o skrivnostih vere in o cerkvi. Zakaj je cerkev dobila ime Slovenski Lurd? Prvi dar, ki je bil največji, je bilo vsekakor zemljišče, ki so ga dobili za to cerkev, za gradnjo. Potem pa so potrebovali še druge darove, vernikov. In takrat so po širši in daljni okolici ljudje zbirali sredstva, denar za to svetišče, in tako je upravičeno dobila ta cerkev ime Slovenski Lurd, saj so vsi Slovenci takrat, torej od blizu in daleč, dali svoj prispevek za gradnjo te cerkve. Kako je pravzaprav izgledala gradnja te bazilike? Nisem bil zraven. Verjetno je bilo prav zanimivo, ne, graditi tako veličastno cerkev v tistem času brez posebnih strojev, ki jih pač poznamo danes, ampak kako so ljudje v to svetišče vlili svojo ljubezen, skrb, to lahko vidimo na vsakem koraku, ko se sprehodimo po cerkvi. Gradnja je trajala kar nekaj let, ne. Dokončana pa je bila leta 1914, ko je bil slovesni pristop k oltarju, posvetitev oltarja, in seveda gotovo so ljudje bili veličastni takrat, veličastno je bilo za njih to srečanje ob oltarju, ko so bili tudi izbrani. Gotovo tudi tisti, ki so, ko sem omenil, dali svoj dar,
pa tudi verjetno kaj pomagali pri gradnji tega svetišča. Zasledili smo tudi, da je podarila domačinka Ana Korban stavbno zemljišče na Gričku, nad trgom. Kako v bistvu ste izvedeli za njo oziroma kaj točno je ona prispevala še poleg zemljišča? Kot sem že prej omenil, je to bil prvi največji dar, cerkvi, da nekdo podari zemljišče. In ta gospa se je verjetno iz ljubezni do cerkve, do Marije odločila, da pač podari ta košček, ta hribček, ki ste tudi videli, ko ste prišli, da cerkev si na hribčku, da podari Božjo čast in večjo Božjo slavo, kot pravimo. In to je gotovo ljudi tudi potem nagnilo k temu, da so še sami pridali svoj dar, kot sem že dejal, pa zgradili to cerkev. Zanimivo je bilo pa tudi na dan posvečenja te cerkve. Kaj se je vse takrat zgodilo? Ja, zgodovina piše, torej viri pišejo o tem, da so obredi trajali kar 5 ur. Vodil je te obrede škof Napotnik, knezo škof takrat. Ravno tisti čas, ko so posvečevali to cerkev, pa so tukaj po železnici peljali Franca Ferdinanda, ki je bil cesarja, ki je bil ubit v atentatu v Sarajevu, so ga peljali na Dunaj. Takšni negotovi časi, gotovo so tudi takrat vse te dogodke izročili v varstvo Božji materi Mariji in tudi zgodovino. Za naprej seveda ljudje niso vedeli, kaj temu sledi, ampak cerkev je zanimivo ravno v tistem času bila posvečena, tako da se poklopi to, tudi posvetno in duhovno. Bazilika je velika, ali je kdaj tudi čisto polna? Tudi je čisto polna, morda že minuli velikonočni prazniki, sedaj kot tukajšnji skrbnik te cerkve skrbim še za 2 župniji, sem tam tudi v Koprivnici in na Senovem in ti ljudje prihajajo tudi v baziliko za praznike, zato je bila za velikonočni praznik pa res čisto polna. Vsekakor pa so še drugi dogodki, kakšna romarska slavja, ko tudi ljudje radi priromajo sem. Kaj vse pa se dogaja v župniji? Že sam naziv Bazilika Lurške Marije povem, da je tukaj največje stičišče ali pa srečanje tistih, ki so bolni. Danes ne samo, da so bolni ljudje, tisti, ki imajo kakšne telesne okvare, ampak je duševnih bolnikov danes dosti. In vsekakor je največje romanje tukaj za našo celjsko škofijo, prvo nedeljo v septembru, ko priromajo sem romarji in med sveto mašo, ki jo ponavadi vodi škof, prejmejo tudi sveto maziljenje, se održijo spovedi in tako skupaj prosimo Marijo, tukajšnjo patrono, za varstvo, za zdravje na duši in na telesu, kar ljudje potrebujemo. Vsekakor, če boste pozorni pri prispevku, boste videli tudi veličastne orgle, ki jih ima bazilika, zato tudi kakšna glasbena šola, pa koncerti se tukaj odvijajo. Prostor je primeren in ljudje radi pridejo in si sposodijo ta kraj za kakšno tudi takšno kulturno doživetje. Kaj pa poroke? A jih je veliko? Če bi gledali na druge župnije, bi lahko rekli, da jih je še kar veliko. Ja. Predvsem zato, ker tudi prihajajo sem pari, ki se poročijo tukaj brez kakršnekoli navezanosti na ta kraj, ampak pravijo, gremo mimo, vidimo tako lepo cerkev, cerkev je vedno odprta, to poskrbimo in stopijo vanjo in doživijo ta prostor, ta ambient, ki jim pač nekako sede v srce za poročno slavje. In tako z veseljem tukaj obhajamo poroke. Najlepša hvala za prijeten pogovor in hvala, da ste lahko prišli. Ja, hvala, da ste izbrali ta kraj, pa želim vama in vsem, ki nas bodo pogledali, da jim Marija res izprosi tistih milosti, ki jih potrebujemo vsak na svoje življenje in vsak dan svojega življenja.